s griehom se borim, ko s griehom se borim, ko s griehom se borim, sile Jezusa želim. Jezusa želim, Jezusa želim, pa svet ti prepustim, sile Jezusa želim. In ko samljen sam, in ko samljen sam, ko samljen sam, si Jezusa želim. Ko nudan se zazrem, ko nudan se zazrem, ko nudan se zazrem, si Jezusa želim. Jezusa želim, Jezusa
želim. Ko je faraon po 10. nadlogi končno izpustil Izrael, so se hitro pripravili na odhod. S sabo so vzeli vso svoje imetje, otroke, živino in odšli iz Egipta v puščavo proti obljubljeni deželi. Tako beremo v 2. Mojzesovi 13, 21 in 22. Gospod pa je hodil pred njimi podnevi v oblačnem stebru, da jih je vodil po poti, in po noči v ognjenem stebru, da jim je svetil in so lahko hodili podnevi in po noči. Oblačni steber se podnevi ni umaknil izpred ljudstva in ognjeni steber ne po noči. Si lahko predstavljate, kako mogočno je to moralo biti za Izrael, da so lahko na svojem potovanju videli Boga v oblačnem stebru in po noči v ognjenem stebru. To je bilo neverjetno. Zakaj pa je Bog to počel? Zato, da so videli pot, kam naj hodijo, podnevi v vidnem stebru oblaka, po noči pa v zelo vidnem stebru ognja. Ta luč ognja jim je dajala svetlobo, da so videli pot pred sabo. Ta luč ognja jih je tudi ščitila pred nevarnostmi, ki prežijo po noči. Draga cerkev, to je čudovita slika, kako Bog nas še danes ščiti in vodi. Mogoče danes ne vidimo pred sabo ogromnega oblačnega ali pa ognjenega stebra, ampak nas vodi Božji sveti duh, ki nam kaže pot za Jezusom. Jezusova luč pa nam razsvetljuje pot, da lahko vidimo, kje stopamo in ne pademo v prepad. Čez nekaj časa si je faraon premislil in se podal za Izraelom. Žal mu je bilo, da je izgubil tako številno poceni delovno silo. Izrael je tedaj štel nekje 1 milijon prebivalstva. Tako je faraon zbral svojo mogočno vojsko na številnih vozovih in se podal za Izraelom v puščavo. V 2. Mojzesovi 14, 10-12 beremo. Ko se je faraon bližal, so Izraelovi sinovi vzdignili oči in zagledali Egipčane, ki so šli za njimi. Izraelovi sinovi so se silno prestrašili in so vpili k Gospodu. Rekli so Mojzesu, ali mar ni bilo grobov v Egiptu, da si nas izpeljal, da umremo v puščavi? Kaj si nam storil, da si nas izpeljal iz Egipta? Ali ti nismo že v Egiptu govorili in rekli, pusti nas, da služimo Egipčanom? Saj bi bilo boljše za nas, da bi služili Egipčanom, kakor da umremo v puščavi. Kako šokanten odziv ljudstva. Zavedati se moramo, da v tistem trenutku Izraelci niso imeli izurjene vojske, ki bi jih lahko ščitila pred tako močnim sovražnikom. Niso imeli niti pravega orožja, da bi se z njim lahko branili. Toda imeli so živega Boga, Gospoda nad nebeškimi vojskami. V tistem trenutku pa se očitno tega še niso zavedali. Beremo, da so se silno prestrašili. Bilo jih je hudo strah, paničarili so, bali so se, kaj se jim bo lahko zgodilo, ko jih dohitijo in dobijo Egipčani. Bali so se za svoja življenja. Kaj pa tebe resnično prestraši? Mislim, tako močno prestraši, da se ti tresejo kosti. Mogoče te je zelo strah kakšne živali, recimo pajkov ali kač. Morda se bojiš višine ali pa majhnih prostorov. Lahko te je strah potrtih odnosov v družini ali pa velikega stresa v službi. Mogoče je to strah neuspeha pri cilju, ki si ga zadal. Kako se ti soočaš s tem strahom?
se skušaš skriti pred njim, ga skušaš zavračati ali pa se mu izogniti. Vsi se s strahom soočamo in borimo na različne načine in strah nas prizadeva različno. Toda eno velja za strah. Strah nas lahko povsem ohromi. Strah nas privede do točke, ko preprosto obstanemo, ker ne moremo več naprej. Tako je bil Izrael popolnoma ohromljen v tej stiski strahu. Izraelci so se v neveri in polni strahu ozirali nazaj ter gledali na moč sovražnika, namesto da bi se zavedali, kako velik je Bog in mu povsem zaupali. Mojzesu so se pritoževali, zakaj jih je Bog poslal v to situacijo zdaj umreti. Pritoževali so se čez Boga, zakaj so morali pristati prav tukaj. Čeprav so že toliko doživeli z Gospodom, videli so številne nadloge, ki jih je Gospod poslal nad Egipt. Spomnimo se teh 10 nadlog, kaj vse je Gospod naredil. Videli so Božjo čudežno moč, ki se je razodevala v Egiptu. Njihovo ljudstvo je bilo zaščiteno zaradi krvi jagnjeta, ko je angel morilec šel naokrog in pomoril prvorjence Egipčanov. Kakšen pa je naš odziv na stisko? Se tudi mi radi pritožujemo, ko gredo stvari narobe v našem življenju. Tudi mi obtožujemo Boga, ko se nam zgodi nekaj slabega, ali pa krivimo Boga, da nam ne pride na pomoč hitreje. Veste, tudi mi lahko dovolimo strahu narekovati in omejevati naš odnos do Boga. Kakšen pa je naš odziv na trenutne razmere v svetu? Se počasi cel čas pritožujemo, zakaj nam Bog ne pomaga in zakaj še ne odpravi teh razmer s COVID-19? Ali pa je na drugi strani naše srce umirjeno, ker poznamo vsemogočnega Boga, ki ga lahko celo imenujemo za našega dobrega nebeškega očeta. Tudi mi smo že toliko doživeli z Gospodom. Tolikokrat nam je pomagal in nam stal ob strani. Bog se je že večkrat izkazal tudi v mojem osebnem življenju. Večkrat mi je pomagal in se zvesto poskrbel zame. Sam sem že doživel izjemne Božje čudeže v mojem življenju in zato sem Bogu res hvaležen. Zakaj nam tudi zdaj v sedanji stiski Bog ne bi pomagal? Gospod nas tudi tokrat ne bo pustil na cedilu. On se ni niti malo spremenil. Še danes je isti ljubeč, vsemogočni nebeški Oče, ki se rad skrbi za svoje otroke. Zato dovolimo, da to spoznanje in doživetje Božje ljubezni prežene negotovost in strah iz našega srca. 1. Janez 4:18 pravi: v ljubezni ni strahu, temveč popolna ljubezen prežene strah. Če imamo v našem srcu Božjo popolno ljubezen, tam več ni prostora za strah. Božja ljubezen, kot smo brali, prežene strah. Kristusova ljubezen je močnejša in večja od našega strahu. Zato dovolimo njegovi ljubezni, da izpolnjuje naše srce in odstrani vse, kar ni Bogu po volji. Človeško gledano je Izrael v tisti situaciji imel dve izbiri, dve možnosti. Utopitev v morju pred njimi ali pa suženjstvo v Egiptu za njimi. Pozabili pa so na tretjo izbiro, na pot vere. Kolikokrat pa mi pozabimo, na kaj vse je Gospod že storil v našem življenju. Še posebej, ko smo v času stiske in nas strah hromi, lahko pozabimo na to, kar smo pravkar doživeli s Gospodom. Dragi brat in sestra, spodbujam te, da svoja doživetja z Bogom ohranjaš v svojih mislih in v svojem srcu.
Spominjaj se na to, kar je Bog že storil v tvojem življenju in kako ti je že pomagal do sedaj. Naj te misli izpolnjujejo tvoje srce, kajti to ti bo dalo gotovost tudi za naprej. Te misli ti bodo pomagale še bolj zaupati Gospodu, ko prideš ti pred zid Rdečega morja. Izrael pa v tistem trenutku ni videl upanja za prihodnost. Tako hitro so pozabili, kaj vse se je pravkar zgodilo in kako čudežno jih je Bog z mogočno roko popeljal ven iz Egipta. Želeli so si nazaj v suženjstvo v Egipt, ker tam ne bi imeli teh težav. Raje bi izbrali opcijo, da jih Egipčani pomilostijo in vzamejo nazaj kot sužnje. Preprosto so mislili, da je bila preteklost v suženjstvu brez Boga boljša kot sedanjost v svobodi z Bogom. Toda to je bilo povsem napačno mišljenje. Si se že spraševal, če ti je bilo treba tega krščanskega življenjskega stila? Koliko lažje bi ti mogoče bilo, če ne bi upošteval Božje besede? Si že sam želel nazaj v svoj Egipt? Veste, v našem srcu se nenehno odvija duhovni boj. Naša stara narava ali meso se bojuje z našo novo duhovno naravo. In ta stara narava nenehno želi nazaj v staro grešno življenje. Pogreša sebičnost, neposlušnost in pokvarjene užitke tega sveta. Torej, zdi se nam, da je Izrael imel samo dve izbiri ali dve možnosti. Utopitev v morju ali pa suženjstvo v Egiptu. Kdo pa je bil tisti, ki jih je vodil do te točke? Kdo je bil tisti, ki jih je v oblačnem in ognjenem stebru vodil skozi puščavo, sem do Rdečega morja? To je bil Bog. Zato je Bog moral imeti še tretjo opcijo ali tretjo pot. Potem je Mojzes odgovoril ljudstvu Izrael in jim povedal naslednje besede. V 2. Mojzesovi 14, v 13. vrsti beremo: Vztrajajte in videli boste rešitev, ki vam jo danes nakloni Gospod. Mojzes jim je povedal, naj vztrajajo in da bodo videli potem rešitev Božjo. Dragi bratje in sestre, tudi mi moramo vztrajati in ne smemo obupati. Tudi takrat, ko se zdi, da ni več poti naprej, vztrajajmo v veri v Gospoda, zaupajmo še naprej našemu Gospodu. V 2. Mojzesovi 14. vrsti beremo naprej. Gospod se bo bojeval za vas, vi pa ostanite mirni. Prepričan sem, da jim te besede Mojzes povedal pod Božjo inspiracijo. Ostanite mirni, ker se bo Gospod bojeval za vas. Mir je popolno nasprotje panike in strahu. Jezus je povedal naslednje v miru, v Janezu 14:27. Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši. Jezus tudi v tem času želi podariti tebi in meni svoj čudoviti mir. To je popoln mir, ki ga ta svet ne more dati. Ta mir povsem umiri tvoje srce. Zaradi njegovega miru se nam ni treba bati in vznemirjati. Potem naprej v 15. vrsti beremo: Gospod je rekel Mojzesu, kaj vpiješ k meni? Ukaži Izraelovim sinovom, naj se odpravijo. Bodim pozorni na to, naj se odpravijo. Izrael je moral pospraviti svoj tabor in se pripraviti na odhod. To je trajalo nekaj ur. Pospraviti so morali svoje šotore, spakirati vse imetje in pripraviti živino na pot, pripraviti celo družino. Nama z Evo je zdaj zapuščanje najnega doma cel projekt.
Vse morava pripraviti in vzeti s sabo, da bo najin dojenček Lian imel tisto, kar rabi. Mogoče tudi vi rabite več časa za pripravo, preden kam greste, da se lepo oblečete in pripravite. Pri Izraelu je ta priprava zagotovo trajala več ur. To je Izrael moral početi v veri, ker še niso vedeli točno, kam bodo šli in kaj se bo zgodilo. Zato je Izrael moral izbrati Božjo, tretjo opcijo, pot vere. Bog tudi nam pravi, naj se pomaknemo naprej v veri. Čeprav ne vemo, kako se bo to končalo, kaj se bo zgodilo, pravi nam, pojdi naprej v zaupanju v veri, da ti bom pomagal. Ko nas strah skuša zaustaviti in se hudič postavlja proti nam, ko ni drugega izhoda, vedno izberimo Božjo opcijo, pot vere. Egipčani so jim bili že čisto blizu, čisto za petami. In v 2. Mojzesovi 14 od 19 do 20 beremo. Tedaj se je premaknil Božji angel, ki je hodil pred Izraelovo vojsko in se postavil za njimi. In premaknil se je oblačni steber, ki je bil pred njimi in se postavil za njimi. Tako je prišel med egiptovsko in izraelsko vojsko. Bil je oblak in tema, vendar se je svetlikalo v noči in vso noč se niso približali drug drugemu. Božja prisotnost, ki je bila razodeta v stebru oblaka, se je zdaj postavila za njimi. Tako se jim faraon in egipčanska vojska ni mogla približati. Bog se je dobesedno postavil med Izrael in sovražnika. Ta Božja prisotnost v vidnem oblaku jih ni samo vodila, ampak tudi ščitila pred nevarnostjo. Bog je ščitil Izraelce pred mogočnim sovražnikom, da se jim niso mogli niti približati. Draga cerkev, se zavedamo, da tudi nas Gospod ščiti pred sovražnikom. Mi nismo prepuščeni sami sebi. Naš Gospod je vedno z nami. On stopa med nas in nevarnost okrog nas, da bi nas tako zaščitil in ohranil varne. V 2. Mojzesovi 14, 21 do 22 naprej beremo. Tedaj je Mojzes iztegnil roko nad morje in Gospod je gnal morje z močnim vzhodnim vetrom vso noč nazaj. Iz morja je naredil suho zemljo in vode so se razdelile. Izraelovi sinovi so šli sredi morja po suhem in vode so jim bile kakor zid na desni in levi. Po suhem so šli čez, ne v močvirju, ne po vlažnih in blatnih tleh, po povsem suhi zemlji. Tam, kjer Bog odpre vrata in naredi pot, je ta pot najboljša in najbolj kvalitetna. Kako izjemna zgodba, ki nam daje čudovito sporočilo. Bog lahko naredi tudi zate pot tam, kjer se zdi nemogoče. Bog lahko odpre vrata, da boš tudi ti izstopil iz tvoje stiske. Tudi zato se moraš podati na pot vere. Zaupati moraš dobremu Bogu in iti korak za korakom proti temu, kar ima zate pripravljeno. Kot je odprl Rdeče morje, da so Izraelci lahko šli varno prek morja, tako bo odprl pot tudi v tvoji težavi. Naš Bog je vsemogočen Bog, njemu ni nič nemogoče. Verjamem, da nas želi Bog nagovoriti in spodbuditi prav zdaj. Težki časi so bili in bodo še prišli, toda naš Bog ostaja isti. On lahko reši tvoj problem in tudi zate naredi pot iz stiske. V 2. Mojzesovi 14:23 beremo. Egipčani so jih zasledovali in šli za njimi v sredo morja. Vsi faraonovi konji, njegovi vozovi in konjeniki. Nasprotnik ni hotel dovoliti, da bi jim Izraelci pobegnili, čeprav so znova videli, kako velik in mogočen je Bog Izraela.
so si vseeno upali iti za njimi v morje. Tega res ne morem verjeti. Tudi nas skuša naš sovražni hudič še odvrniti od poti za Jezusom, čeprav smo že na poti zmage in odrešitve, na vso moč dela, da bi nas odvrnil od te poti. Hudič si ne želi, da bi prišli na drugo stran morja, do cilja v večnosti, po tej poti, ki nam jo je odprl Gospod po Jezusu. Na vse načine nam želi preprečiti napredovanje na tej poti. Toda hudič je premagan. Jezus ga je premagal in nad nami več nima oblasti. Lahko nam sicer nagaja, lahko nam skuša spotakniti nogo, ampak če stojimo z Jezusom, ne bomo nikoli padli v večno pogubo. Tudi če se kdaj spotaknemo, nas Jezus lahko znova pobere in dvigne in postavi na noge. Tako je Gospod premagal tudi egipčansko vojsko. V 2. Mojzesovi 14 od 26 do 28 beremo. Potem je Gospod rekel Mojzesu, iztegni roko nad morje, da se vode vrnejo na Egipčane, na njihove vozove in konjenike. Mojzes je iztegnil roko nad morje in morje se je ob jutranji zori vrnilo na svoje navadno mesto, medtem ko so Egipčani bežali proti njemu. Tako je Gospod pognal Egipčane v sredo morja. Vode so se vrnile in zagrnile vozove in konjenike in vso faraonovo vojsko, ki je prišla za njimi v morje. Niti eden izmed njih ni ostal. Tako je Bog porazil Egipčane in svoje ljudstvo privedel do čudovite zmage. Draga cerkev, Gospod je na naši strani in on se bojuje za nas. On noče, da bi nas ti časi porazili in privedli do brezupa. Zate ima pripravljeno najboljšo pot, pot vere, ko mu zaupaš in dovoliš, da se on bojuje zate. Zato v pričakovanju v Boga, v veri, usmerimo naš pogled na Jezusa. Glejmo nanj in dovolimo, da Jezus po Svetem Duhu prinese novo upanje v naše srca in okrepi našo vero. Pričakujemo še večje stvari od Boga in dovolimo, da naša vera v Boga napreduje in raste. Rad bi na koncu se skupaj z vami pomolil za Božjo pomoč, da nam Bog pomaga resnično izstopiti iz življenja v strahu, v življenje zaupanja, vere vanj. Združimo se v molitvi. Dragi nebeški Oče, hvala ti, da nam ti skozi to izjemno zgodbo, ko si ti popeljal Izrael skozi Rdeče morje, kažeš, kaj je tvoja volja tudi za naše življenje. Da nam kažeš, kako lahko mi stopamo na pot vere. Pot, ko ti odpreš vrata, ko ti narediš pot, kjer je ni bilo. Gospod, pomagaj nam imeti tako vero, ki ti zaupa, ki ostane mirna. Gospod, pomagaj našemu srcu, tudi takrat, ko je okrog nas vse negotovo, ko se okrog nas vse maje in več ne vemo, kako lahko izidemo iz naše stiske, naših težav. Pomagaj nam, Gospod, vedno gledati na te, videti tvojo pomoč, videti tvoje obličje, ki nas ljubi, da ti zaupamo in da vemo, Gospod, da boš ti naredil pot. Mogoče še trenutno ne vemo, kako bo ta pot izgledala. Mogoče še ne vidimo, kjer se bodo vrata odprla. Toda pomagaj nam, Gospod, ostati mirni. Pomagaj nam, Gospod, v tem mirnem srcu zaupati tebi in vztrajati, se pomakniti naprej s tabo po poti vere, da bi videli, Gospod, kako boš ti naredil pot tam, kjer je ni. Kako boš ti tudi za nas odpravil zid Rdečega morja in nas popeljal skozi vse do cilja v večnosti. Hvala ti, Gospod, da si ti že premagal hudiča, ki nas skuša odstraniti, umakniti iz te poti. Hvala ti, da si ti večji in da s tabo lahko gremo naprej, da nas ti ščitiš in varuješ, da smo s tabo zmagovalci
da lahko pridemo vse do cilja za tabo, Jezus Kristus. Amen. Želim vam še naprej lepo, blagoslovljeno nedeljo in v tem tednu, ki je pred nami, hodimo po poti vere, zaupajmo našemu Gospodu in videli bomo, kako nam Gospod v svoji zvestobi in dobroti vselej pomaga.